Potek dneva v reintegracijskem centru je zelo ustaljen. Zjutraj ob 8 začnemo s sestankom, kjer se bolj tehnične stvari dogovorimo, potem ob 9 se začne delovna terapija, ki traja do 1, ob 1 je kosilo, po kosilu imajo fantje malo prostega časa, potem pa vsak dan sledi ena terapevtska skupina. 1,5 ure, tako da od 4 naprej imajo nekje prosti čas, tisti, ki ga znajo sami dobro osmisliti, ga lahko sami, v kolikor vidimo, da imajo težave, in pomagamo zaposleni, ki smo tukaj do 7 zvečer. Po 7 uri zvečer imajo pa oni čas pa možnost, da še opravijo svoje odgovornosti v zvezi s hišo in pa svoje osebne naloge. Včasih je to terapevtska naloga, nekateri pišejo dnevnike in pa da se pripravijo na nov dan, na spanje. Potem, da naslednji dan so pripravljeni, ali tisti, ki hodijo v službo, trenutno 3 hodijo ven, eden v redno zaposlitev, 2 na delovno usposabljanje, ostali pa za delo tukaj v hiši. Center je bil najprej lociran v Kranju, sedaj pa že 7 let deluje v Pristavi pri Tržiču. Smo pa do zdaj imeli 75 različnih uporabnikov nastanjenih, zraven pa dajemo tudi velik poudarek izvenbivalni obravnavi, kamor pa letno prihajajo od 75, 70 do 90 tudi različnih oseb. Nekateri so pač tukaj ljudje, ki imajo tudi svoje težave z odvisnostjo, pa lahko živijo doma, delajo celo, hodijo res samo na terapevtsko obravnavo, je pa potem tudi kar nekaj takih, ki imajo pa uporabnike tukaj, svojce tukaj, in hodijo na vzporedno družinsko terapijo, ki je pa zelo pomembna za kasnejše odnose in urejeno osebno socialno mrežo po končanem zdravljenju. Koliko časa uporabniki ostanejo v reintegracijskem centru, je odvisno od vsakega posameznika. Pomemben je njihov motiv, s kakšnim namenom pridejo, koliko so že oni naredili na področju zdravljenja odvisnosti. Ni zadosti samo želja po treznem življenju, pa jaz hočem reintegracijo, pa takoj delati, ker je tudi proces zdravljenja je proces, so faze zdravljenja, zato tudi so drugi programi komune terapevtske skupnosti. Mi smo zadnja faza, pol odprti, na pol odprti že, in je zelo pomembno, kako pripravljen človek pride. Zdaj v uvodni pogovori mi sicer poskušamo to oceniti, ampak včasih ne gre. Tako da če vidimo, da pač človek še ne zmore biti tukaj, ga preusmerjamo ali v druge programe, ali sam zapusti program. Kolikor pa on dela na faze reintegracije, imamo pa možnost po 6 mesecih tudi podaljšanega bivanja, takrat pa on da prošnjo za podaljšanje, ker opiše, ovrednoti svoje dosedanje delo in opiše, zaradi katerih razlogov bi rad še ostal naprej. Zdaj, če so to strokovno utemeljeni razlogi, ne samo bivanjske narave, v tem smislu rabim zastonj ali pa saj ni zastonj, ampak poceni stanovanje, tukaj ne pridemo skupaj, Vkolikor je pa pripravljen še delati tudi na terapevtskih vsebinah, mu pa tudi podaljšamo. Tako da doba je različna. Eni zelo malo zdržijo, 10 dni recimo, pa rečejo dovolj, nekateri pa tudi do 2 leti.